Drage gledalke, spoštovani gledalci, dobrodošli v novi oddaji Moj odnos do zdravja. Z vami sem dr. Neja Zupan, specialistka naravnega zdravljenja, mentorica in učiteljica, duhovna učiteljica. Danes sem v mojo družbo povabila strokovnjaka za digitalne naložbe, Izidorja Benčino. Dobrodošel. Živijo, Neja, hvala za vabilo. Ja. Z Izidorjem se tudi poznava že kar precej časa in sva že kar marsikatero pot skupaj prehodila. In predvsem mene vedno navdušuje govoriti z ljudmi, ki so v življenju naredili velike transformacije, ki so svoje življenje spremenili v taki meri, da so postali bolj zadovoljen, srečen, bolj zdrav, navdušen in, kar je še tudi zelo pomemben, poslovno uspešen. Mene je zelo navdušilo to, kako si za novo leto povedal, kako tvoji sodelavci tebe sprašujejo, od kje tebi toliko energije. Pa ne samo to, da imaš dosti energije, tudi kako so oni radi okrog tebe, zato ker imaš en tak prav poseben žar, prav sevaš in ne nazadnje uspešnost, ne? Tako da te jaz vabim v to, da nam majhen poveš, kje si začel, kaj se je dogajalo v tvojem življenju in kaj je bila tista prelomna točka, da si začel nekaj delati na sebi, da si prišel do teh velikih uspehov. To bi mogel iti kar konkretno nazaj po življenju brskati, ker nazadnje vse se je začelo že v otroštvu. Tu šele zdaj se jaz poznavam. Sigurno so bile v bistvu neke travmatične izkušnje, katerim se lahko zdaj zahvalim, da v bistvu tukaj sedim kot uspešen moški, ki sem že nekaj dosegel v življenju. V bistvu te izkušnje, tudi tako, kot sama rada poveš, tudi starše si sami izberemo, ne, ki odigrajo svojo vlogo, da nam dajo tisto, točno tisto, kar rabimo v življenju. In ponavadi to niso lih neke najbolj prijetne izkušnje, ampak ja, neki izzivi, čez kar je treba iti. In v bistvu je kar verjetno tam iz preuranega otroštva, ki sem ga mogoče celo kaj potlačil, stvari izhajajo. Vmes sem kar nekaj izzivov dobil na pot. In če govorim o teh izzivih, imel sem že v otroštvu, tam konc osnovne šole, kar probleme s prehranjevanjem v družbi. Vse to se pol vlekel še konkretno v čas srednje šole. Na faksu se je sploh to izrazilo še bolj in v bistvu sam sem nekako reševal zmeri vse probleme. Včasih, zdaj so se te stvari spremenile, tudi znam najti rešitve, kot si ne nazadnje ti, Neja. Ampak ja, takrat v bistvu človek naredi v življenju tisto, kar v določenem momentu najbolj zna, kaj je najbolj sposoben nekaj rešiti. In v tistem momentu, nekje v koncu obdobja tam faksa, je bila edina ta naša tradicionalna medicina, zahodnjaška, iti do psihoterapevtke, ki ti predpiše, psihiater, ki lepo tabletke predpiše. Ampak pač sem hvaležen za te izkušnje, ker v tistem momentu je bila to zame edina rešitev. Rešilna bilka, sam si verjetno ugotovil, da na dolgi rok Ja, na dolgi rok sem čutil, da uničuje dejansko moje telo. Pač skozi celo življenje grem skozi neke občutke, mislim, da jih tudi vse bolj zaznavam, no, sploh s to šolo, ko sem je dal pri tebi lan čez. Šola Postani mojster zdravja. Postani mojster zdravja, šola tam je res dala
nisem se zavedal teh čustev, koliko vplivajo. Nekaj je naše fizično telo, ostalo pa res duhovno. Energija smo pač in kako upravljati z našo energijo, to je tisto bistvo. Saj ne rečem, da sem zdaj res že mojster, ampak saj zavedam se, kako pravilno No, pa zdaj imaš orodja, s katerimi si lahko pomagaš, ker v bistvu je to, mislim, človek lahko čuti nekaj, ne, pa ne ve, kaj narediti, ne, in potem poseže po enih takih hitrih rešitvah, ki pa dolgoročno v bistvu poslabšajo stanje, ne izboljšajo. Cel svet je tako našteljen, da bi vse radi na hitro naredili. Se že če jaz vlečem primerjave, delujem v finančnih vodah, ampak primerjave so čist grejo z roko v roko z zdravjem. Vse bi radi na hitro, radi bi, zbolevamo počas, ponavadi to ne gre hitro, ko se zavemo, je že malo pozno, ne. Po bi se pa radi na hitro te bolezni znebili, pa seveda ne gre tako. Seveda tista tabletka, ki nam pa sem v bistvu eno plahto vrže čez naše občutke in v bistvu dejansko zaduši tisto, kar moramo poslušati. In ja, treba je bolj pogledati vase in drugače reševati zadeve, iti v izvor in res spremeniti način življenja. In če sem že omenil pri investiranju, tudi tukaj bi radi, vidim, ljudje čez noč zaslužili oziroma imajo strah stopiti na pot nekega bolj dolgoročnega in resnega postavljenega investiranja. In ja, smo ta instant družba, ki bi radi čez noč spremembe, ampak No, in ko človek razreši strahove, potem je tudi poslovno bolj uspešen, ne? Ne govori o teh strahovih, tudi to, da sedim potem, da se postavim pred kamere, v bistvu se delam poslovno, tega zdaj že veliko, to so bile tudi take muke, tudi danes sem sigurno bil malo nervozen, zdaj, ko tukaj sedim, ko zadeve speljejo. Sam ti gre zelo dobro, se pravi, si že veliko naredil. Na sebi, ja, ker to delo na sebi, prvič začutiti, energijo dvigniti, zaznati, opazovati svoje misli in potem to transformirati, dolgoročno prinese to, kot si rekel, ne, te je bilo strah včasih pred kamero biti, danes si tukaj z mano, to je velik uspeh, to je zelo velik korak na tvojem duhovnem, na tvojem osebnostnem na tvoji osebnostni poti, duhovni poti. Ja, v bistvu tak korak na duhovni poti, zakaj se sploh postavljam na take izzive, bi jaz rekel, ker resnično čutim, da lahko s svojimi izkušnjami, s tem, kar sem jaz doživel v življenju, pomagam tudi določenim osebam, ker verjamem, da obstajajo v svetu in mladi in starejši, ki imajo lahko zelo ali pa iste izzive, izkušnje. In že jaz, ko gledam tako kakšne posnetke, si rečem, Madonca, saj nisem sam, ko vidim koga zelo podobnega s podobnim mišljenjem ali pa odzivanjem ali pa občutki in si rečem, nisem sam na tem svetu v takih izzivih in vidim, da temu človeku gre s tem. In tudi s svojimi izkušnjami želim to pač prenašati naprej. Vsaj enemu, če pomagam, je že moja duša bolj vesela. Ja, se od tistega, kar si razlagal, kakšne si imel težave, da si iskal tudi pomoč, da si nekaj dobil, videl, da tisto ne deluje in da si začel raziskovati sebe in do tega, da si razrešil stvari, da tvoja frekvenca zdaj privlači obilje, da si začenjal vibrirati na takem višjem nivoju, kjer se stvari potem same od sebe začnejo veliko lažje odvijati in s tem si lahko zgled. Ja, verjamem, da sem lahko zgled, ja, in v bistvu je hvaležnost tista, ki te pripelje do
do tega. Sicer je na začetku se večkrat vprašal, zakaj bi bil hvaležen za take trenutke, ko sem jih doživljal v življenju. Ja. Ampak v bistvu, ko tvoja duša začuti učinke tega in tvoje hvaležnosti do ljudi, ki so ti povzročili neke, v bistvu pol vidiš dobre trenutke, ki so bili takrat slabe, do doživljajev, do občutkov, do čustev. Saj sem en velik del življenja prejokal v tem dijaškem domu. Ko gledam zdaj nazaj, mislim, res sem hvaležen za te trenutke, ker vse me je izoblikovalo, da sem to, kar sem. Hvala in se vidimo po oglasih. Kaj je bilo tisto, Izidor, kar te je potegnilo ali pa prebudil, da si začel raziskovati sebe? Kaj je tisto v tebi, kar povzroča stvari, ki so se ti dogajale? To, da me je premaknili iz tistih v bistvu res slabega počutja. No, v bistvu me je kar slabo počutje premaknilo, ker jaz sem imel zaradi vseh teh stresnih momentov popolnoma zakrčeno telo in moja prebava je bila tudi totalno pač zakrčena oziroma pretočna, preveč. Poln sem bil teh patogenih mikroorganizmov, mislim, da tam od 20 do 30 leta sigurno, pa še kaj prej. In v bistvu človek se kar navadi živeti s bolečinami, kar pa ni prav, in v neki točki so bile te bolečine prevelike in v bistvu to me je premaknilo, da sem rekel, zdaj pa dosti tega, verjetno obstaja tudi kakšno drugačno življenje kot življenje s samimi bolečinami. In ja, tisti je bil nekako pol tudi povod, da sem začel iskati ne več rešitve, mislim, se jih nisem pravzaprav nikoli iskal v tej zahodni medicini, ampak da sem bolj začel raziskovati tudi druge možnosti in bioresonanco in bioenergetiko. In tukaj ven so se pol pa določeni odnosi, zmeraj pride nek človek v življenje. V bistvu življenje je polno nekih usmeritev, ker če človek zna prisluhniti, pozvati, te kar lepo usmerja naprej po enih tirnicah. In ja, tako sem pol nekako se podal tudi v to smer naravnega zdravljenja. Kateri so bili tvoji prvi koraki? Rekel si bioresonanca, pa bioenergija, in kako si potem prišel do tega, kar si prej rekel, da si študiral z menoj, postani mojster zdravja? Prva mislim, da je bil bioenergetik, kjer sicer nisem čutil pol nekih, da bi resonirali z mano. Ni bi bilo nekako logično, da lahko samo en malo pomaha nad mano in jaz grem domov in bom vesel. Ok, se te podpre z energijo za dan, dva, pa si spet v nekem svojemu svetu, v svojih vrtincih. Se pravi, si iskal nekaj, da spoznaš sebe v globino? Saj ne vem, kaj sem iskal v bistvu. Čutil sem, da rabim nekaj drugega in z bioresonanco sem že malo bolj zaznal, ok, tam je bilo že malo drugače, ker je sam pač tretma z bioresonanco naredil svojo, ampak sem že mogel tudi prehrano spremeniti in tam sem videl, ok, prehrana očitno ful vpliva v življenju, ne, in tukaj mi je že bilo jasno, ne, da vse ni za moje telo zmetati, čeprav tekom tistih dijaških in študentskih let v tistih travmatičnih izkušnjah sem veliko posegal tudi po alkoholu, cigaretah in takih stvarih, ker človek išče neko zadoščenje v takih stvarih. In imaš pa še en problem več, da se skopati iz teh stvari. Ne? Še ena odvisnost. Ne? Ja, odvisnosti, ja. Pa potem si pa, kje si najdel to za postanje mojster zdravja? Ja, midva ne, ja. V bistvu jaz sem zmeraj pol padal nazaj ven na stare tirnice. Ja. Tudi po bioresonanci, ko sem si zelo dobro postavil prehrano, sem pol rekel, ok, zdaj sem pa zdrav, zdaj pa lahko spet grem
na staro. Pač fajn je spet svinjarijo jesti, a ne okusi in še zmeraj nekje v spominih, da je fajn. Hrčko okolo. Ja, in v bistvu tebe sem spoznal na srečanju podjetnikov v Kranju. To je tako, kar se ti tudi sanja, ne, da boš spoznal nekje tazga človeka. Tudi ko sem te spoznal, jaz sem bil takrat ponovno, da sem preživljal dneve in jaz niti ne vem, če sem sledil takrat dobro tistim sestankom. Bolj sem iskal poslovne priložnosti zase, stranke predvsem, in mislim, da je bila celo zgodba taka, da si me takrat, da si ti izrazila nekako zanimanje za investicijo. Jaz sem pa pol začel malo spremljati, kdo pa je ta ženska. In ja, pol sem odkril, s čim se vse, šel sem na tvojo spletno stran preverjati, s čim se vse ukvarjaš, in sem bolj razmišljal, kako bi drugim predlagal tvoje storitve. V nekem momentu, sploh ne vem, kaj se je zgodilo, mislim, zgodilo se je to, da nisem mogel več dnevov preživeti brez tega, da ne bi šel za par ur spat vmes. In sem rekel, ja, pa vse imaš tle na dlani, kaj iščeš okrog, ker imaš že v bistvu, ti življenje kaže, daj, poprobaj z nejo. Kaj je bilo potem to drugače, kakor tisto, kar si že prej? Veliko drugače. Že sam postopek oziroma sama naša srečanja, ki so bila tedenska, to, da smo bili skupina ljudi, ki smo se... Na Postani mojster zdravja, ja, šolanje. V bistvu srečanje vsak petek, dejansko smo s temi srečanji en drugega energetsko podpirali, vsak teden smo obnavljali znanje, srkali nova znanja in največ je v bistvu, mislim, da to šolanje je pravilno zastavljeno, ker je resnično na vsak teden, ker ni to neka delavnica ali pa enkraten dogodek, ker se ti res v bistvu tudi ti nas si malo ne silila, ampak spodbujala, ne, da tudi seveda izvajamo dnevno vaje, da si postavljamo namere, da se držimo tiste namere tudi vsaj tedensko. S temi namerami sem se tudi jaz prvič srečal, pa jih zdaj še zmeraj in vedno več uporabljam. In ja, te tedenska druženja, izvajanje vaj, to, da ti resnično pride pod kožo, da postane del vsakdana, to je tisto največ. In tako, kot si lepo tudi rekla, ne zdraviš ti, zdravimo se sami. In ti daješ nam, dala si nam, še nam daješ in še nam boš, seveda odvisno od tega, kako mi sprejmemo, se ti ne moreš vsiljevati, ampak ko je človek odprt, da dobi znanje, da se pozdravi, se lahko pozdravi sam, ne zdraviš ti sam, ampak ti daješ orodje. Ja, to je najvišja stopna, se veš, kako je Jezus rekel, ne daje ljudem ribe, ampak jih nauči loviti ribe, ker tako bojo ljudje lahko vedno prehranjeni, vedno bodo lahko poskrbeli za sebe. Pa me zanima, recimo, rekel si, da vsakodnevno delaš vaje, če mečkaj na naši publiki, našim gledalcem poveš, katere vaje delaš, kaj ti najbolj pomaga, kako to čutiš v telesu, kako ti to pri poslu pomaga? Te tvoji občutki, to mi je bilo najtežje, ker si nas dejte občutiti, kaj čutite v telesu, ko izvajate vaje, to je meni bilo zelo težko. Ampak ja, v bistvu gre za različne vaje. Jaz že zjutraj ostanem vsak dan ob 6 uri zjutraj, če povem, da sem v pisarni šele ob 8:30, pol veš, kaj vse do takrat delam, oziroma da povem, kaj delam. V bistvu najprej oddelam vse vaje za mišice, ki so v bistvu povezane z meridiani organov, se pravi, prebudim nekako zjutraj energijske kanale, zmasiram nevrolimfatične točke, da v bistvu limfo poženem po telesu, se pravi tekočino, ki
ki se ne poganja tako kot kri s srcem, nima črpalke, zato so naši prsti črpalka, da poženemo po telesu in v bistvu s tem pridobim to, kar mi je včasih zelo primanjkvalo, ene čistosti, predvsem v glavi, ker te megle sem imel toliko v glavi, da res nisem mogel funkcionirati, da možgani nisem mogel tako razlagati, kot zdaj razlagam stvari, ni variante. In ja, v bistvu te dve vaje, to 100% tisto največ, to tista jutranja rutina in pa seveda prehrana, katere se držim v večini, si kje tudi kaj pogrešim, da nafutram tudi malo tisto senčno svojo stran. Ampak ja, že zjutraj si pripravim in zajtrk, ki ga pojem, in pa tudi že kosilo, v bistvu, ki si ga nesem v službo, tako da ni več tistih slabih obrokov. In se vidimo po oglasih. Je še kaj takega, kar zjutraj v tvoji jutranji rutini delaš, da spodbudiš dobre energije, da se podpreš za uspešen poslovni dan? Kar se tiče jutranje rutine, je to, ampak to ne pomeni, da je konec dneva in vaj. Ker Ivitalis vaje, ki smo se jih učili, v bistvu niso namenjene samo za zjutraj, ampak so od jutra do večera, pa magari tudi po noč, če se zbujamo. Gre predvsem pred kakimi sestanki, oziroma najbolj pogosta je definitivno jutranja kavica vaja. Ta spada med sigurno moj najbolj pogost. To je prva vaja, ki jo naredim zjutraj. Pa to ni jutranja kavica, tista črna, ampak je Ivitalis energijska kavica, par točk na telesu, par pesemc v možganih oziroma na mir. In v bistvu to tiskaš si še v posli, še malo tako krmižljal, pa uno, ne bi vstal, ne da se mi, sam primeš točke in kar spregledaš. In ja, pa še tekom dneva so določeni izzivi, ne vedno, dan za dnem, tudi energije drugačne vpliva vsak dan na nas zunanje, kolektivne nazadnje. In pridejo momenti, ki so tudi zelo stresni ali pa se moraš pripraviti na neke nastope, sestanke, stranke pritiskajo kdaj in dostikrat smo v stresu, ne pomeni zdaj, da pa delam en let vaje, da pa sem odporen na stres. Ne, nisem, ampak imam orodje. Ja, imaš orodje, kako s tem stresom, da ne zapadeš v stanje, ki si bil enkrat v preteklosti. Ja, v tisti vrtinc, ki enkrat greš not, tam, da nekaj presekaš, zdaj pa dosta. In v bistvu tukaj so Ivitalis vaje za sproščanje zelo primerne. To so v bistvu preproste vaje, ki polagamo na določene točke, ki metuljček bi sedel gor, prste na določene točke na glavi in v bistvu te vaje zelo umirjajo. Kdaj jih uporabim, imam v stanovanju en štuk višji, se en dojenček zelo rad joka in me kdaj celo prebudi in danes po noč se mi je to zgodilo in sem, danes spet zaslišal, me je zbudil, sem se dal na bok, lepo položil prste na vrh glave. Pa zaspal nazaj. To je to. Se pravi, te vaje, Ivitalis vaje, ti uporabljaš tudi vsakodnevno tako tekom posla, tekom dneva, če se karkoli dogaja, zato da ohranjaš dober tok energije. Ja, sigurno, kdaj grem tudi kaj na WC pogledati, pa ne zato na kakšno potrebo, ampak da kakšno vajo naredim, da se sprostim, da se pripravim, da v bistvu zberem ta pravo energijo, ja, točno to. Super, čestitam v bistvu za tvoje poslovne uspehe, ki seveda na tvojemu znanju temeljijo, ampak istočasno tvoji modrosti upravljanja z energijami. Ker ko znamo upravljati z energijami, znamo upravljati življenjem. Ja, sigurno strokovnost tukaj pač je, ampak strokovnosti ne bi bilo brez čiste glave, brez zdravega telesa,
so pa v bistvu tiste namere, ki si res prepustiš, ki pustiš življenju in energijam, da dobiš tisto, kar si želiš, da brez dvoma greš pa ne si gre za obilje skozi denar, skozi zdravje, skozi odnose z ljudmi, dejansko s temi vibracijami privabljaš vse. Mogoče v bistvu lahko celo zmanjšaš trud pri delu, se ni treba to klomiti več, če ti dvigneš energijo, ker dejansko privabiš prave ljudi v svoje življenje. Je pa res, da na drugi strani je pa lahko zelo težko, ka pa tista svinjarija, tista energija, ki ni več dobra zate, odleti iz tvojega življenja. No, to je dober. Je dober, je pa naporno, lahko. Lahko je naporno. Določeni ljudje, določene stvari, ki se jih oprijemaš, ki jih nočeš spustiti z življenja, ker misliš, da so dobri zate. Ampak ja. Zato je vsak napredek odločitev. Odločitev. Vranica, a ne? Ja. Ne, žolčnik. Ja, žolčnik je odločitev. Odločam se od tistega. Se pravi, zdaj majhen še nazaj pogledati, tisto, kar se ti v otroštvu pa v mladostništvu dogajalo. A se to še dogaja? Kako si uspel zdaj preseči te stvari? Prebavne motnje so še, niso več? Mislim, prebavne motnje še se kdaj pojavijo, ampak imam res to orodje, da zaznam. Tudi vem, zakaj so se pojavile, ker včasih sem bil zgubljen, nisem vedel, zakaj se to dogaja. Zdaj točno vem, kaj se je včeraj dogajalo, kaj se je ponoči dogajalo. Ja, normalno, uno sem pojedel, nisem mogel drugega, bil sem na neki prireditvi, to sem imel, lačen sem bil, to sem pojedel. Ali pa bil sem pod stresom, mogel sem nekaj na hiter narediti. In hiter pač telo jav, da nehaj ga sredi tam in postav se. Ko si pretočen, zaznavaš. Ja. In podjetniki prihodnosti bodo točno to počeli, zaznavali energije, zato da potem veš, in mi je bilo zelo všeč, kako si rekel, da ko zaznavaš energije, ko znaš z energijami upravljati, je potrebno manj truda za to, da nekaj uresničiš. Zato, ker začneš privlačiti v svoje življenje situacije, ki so zate bolj primerne, bolj izpolnjujoče. Ampak nič ni brez odločitev. Ja, odločitev. Ker situacije skozi pridejo, celo življenje hodijo nasprot. Sem dokler se ne odločimo, da gremo v neko situacijo, pač ne more iti. Kako bi sebe zdaj opisal kot človeka? Kakšen si zdaj? Jaz bi rekel, da sem kot človek še zmeraj v osnovi tak, kot sem bil. Pač čutim, da sem tisti dobrosrčen. Je pa res, da, ja, to pa sigurno, da sem bolj jaz, ker včasih, predvsem skozi sprememba največja se je zgodila prav skozi šolanje tvoje, da sem res začel sebe postavljati na prvo mesto, da sem spoznal, kdo sem ja dejansko, da ko začutim, da nekaj ne delam čist zase, da v bistvu da postavim meje, tudi tisto. Predvsem meje sem začel postavljati. Meje tako znotraj sebe, tistim vzorcem, ki niso v redu, kot tudi zunaj situacijam, lahko tudi ljudem, ki niso v skladu z eno visoko vibracijo in govorijo stvari, ki lahko poškodujejo. Tako da je z besedami tudi potreben biti zelo previden. To. In pa v zadnjem času predvsem vidim, da je vse, kar se dogaja okoli mene, delo Boga in pač, da dejansko nimamo pravice, da kot ljudje kogarkoli sodimo, kakršnokoli dejanje je, kakršnokoli beseda, ja, saj bolijo določene. Zmeraj se je treba vprašati, kaj zdaj meni to prinaša in
sprejeti dejansko to z ljubeznijo, ker če mi vračamo neke stvari z ljubeznijo, pa ne gre to za politiko ali karkoli, tam pač so malo bolj težke energije. Če bi vsi sprejemali z ljubeznijo, bi tudi malo manj moči, tam tisti strahovi pa druge energije imeli. Ja, z ljubeznijo in lučjo, jaz zmeraj rečem, zato ker luč je fino, da posvet na tisto, kar ni v redu. Ker če mi vedno samo z ljubeznijo sprejemamo stvari, tudi ki niso v redu, se bodo ponavljale, tako da je fajn luč. In ti si po svetu ogromno luči na svoje pretekle stvari in jih sprejel z veliko hvaležnostjo za to, da si danes lahko tukaj, kjer si, uspešen strokovnjak za digitalne naložbe. Da se ti jaz za danes zahvaljujem za tvoj obisk tukaj v studiu. Dragi gledalci, drage gledalke, in se vidimo naslednjič.